Mojca, živo. Prijateljici ste se skupaj prijavili za naš izziv. Ja. Veseli me, da smo vaju ujeli, ravno še pravi trenutek, predno ste že sami odšli po nakupih za maturantski ples. Je to res? Ja. Drži? Drži. Ja, kakšne posebne želje zdaj le predno strokovnjaki začnejo s svojim delom in kaj naročite? Jaz mislim, da so oni najboljši za to, ne? Dobro, to je zelo taka pridna, spodbudna izjava. Kaj praviš ti? Pustimo se presenetiti. Tudi za vas to velja, gledalci, zdaj pa najprej predstavitev ekip. Tina, zate bo skrbela stilistka Marisa Popovič, ki se ti že smeji iz Beauty Hair Salona, Mihaela Žavbi, ki bo skrbela za tvoje lase, in Gordana Kazič, ki bo skrbela za tvoj obraz in te ličila. Kar spoznaj jih. Na drugi strani stilistka Tanja Zorn-Grželj, diplomirana oblikovalka, ki bo izbrala primerno obleko. Iz styling Kristjan Salona, Kristjan, ki bo skrbel za tvoje lase. Kaj bo od njih ostalo, ne vem, tudi nič ne obljubljam. In tule še Bilka Baloh, ki je preizkušena za raznorazna mazanja in z vsemi žavbami namazana. Spoznaj jih. Tako, nocojšnja tema maturantski ples. Veliko je mladih, ki se morate zadnji trenutek pripraviti na tisto, kar je danes postalo standard, da ste vsi blazno urejeni za maturantske plese. Bomo videli, če so možnosti tudi kaj drugačne in upam, da boste dobili kakšen uporaben napotek. Zdaj pa 3-4 zdaj za naši dve ekipi na mesta. Marisa, povej Tini, kaj je nasplošno o maturantskih oblekah in sploh navadah za maturo pri nas. Zdaj Tina bo najbolj malo razočarana, ko bo to slišala, ampak meni se zdi, da maturanti dosti preveč resno jemljajo ta ples. To zgleda zelo hecen, odrasli še niso, otroci tudi niso. Vsi so oblečeni tako resno v petah, pa tako Tina je sicer meni rekla, da je vajena teh pet in da je vajena nositi tudi dolga krila obleke. To je drugačne. Je pa hecen, če vidiš kakšnega maturanta, ki se spotika, pa ne zna hoditi po stopnicah v dolgi obleki. Tini boš potem verjetno ustregla, ne? Ja, bom, ja. Tina se strinja s tem, da ste maturanti zdaj vajeni zelo resno biti opravljeni in oblečeni? To je za odvisno, ne? Nekaterim je to všeč, nekateri se pa tudi ne na tako oblečeni. No, bomo videli, kakšne možnosti so. Mihaela? Tudi jaz se predvsem strinjam, da so maturanti danes preveč glamurozni, preveč resni in mislim, da mora biti ta zadeva bolj sproščena. No, upam, da bomo uspeli kaj k temu pripomoči in da bomo kaj pomagali pri tem. Kaj pa ličenje Gordana za takšne priložnosti? Kaj bi bilo primerno? Glede na to, kar ste obe dve povedali, bom tudi jaz se bolj za sproščenje. Blago ličila. Tina, kaj pa tvoje ličenje privatno? Sama, kako skrbi za te zadeve? Ja, ko je šola, nič kaj preveč. Čez vikend, če gremo kamen, pa se že malo naliči. Dobro delajte, poglejmo. Mojca je predsednica razreda. Kako boš pošlihtala svoje sošolce za maturo? Se bojo kar sami. Se bojo sami? Ja. In kako boš ti zdaj postrojila naše 3 strokovnjake, ki so ti na voljo? Upam, da bomo čim boljše pomagali. Dobro, izvoli stilistka. Jaz bom probala iz Mojce izvabiti en tak dekliški videz. Se pravi, ženstvenost, ampak ne preveč nasilno. Da ne bo se slabo počutila, bomo ubrali eno tako nežno pot. No, se sem Tanji hvaležen, da je fino namignila. Mojca, se ti zdi, da gre za neko diskrepanco v tem obdobju doživljanja sebe kot ženske, deklice? Kako v bistvu gre to skupaj s to izkušnjo maturantskega večera? Ja, mislim, da bo kar zanimivo, glede na to, da bo prvič in edinkrat v življenju, tako da se prav veselim že tega. Torej, gre za svečano priložnost. Bilka, make-up se temu da prilagoditi? Absolutno. Glede na to, da ima Mojca malo okrogel obraz, si ga bom majčkam podaljšala, Kristjan ga bo verjetno tudi popravil malo z lasmi. Glede na to, da ima očala, make-up bo zelo nežen, ne glede na to, da govorimo o tem prehodu, da bojo že bolj ženske postajale zdaj, ali so že. Jaz mislim, da se bo tudi v tej nekoliko glamurozni oblekici, ki jo je Tanja zbrala, zelo dobro počutila. Imam pa tudi eno presenečenje za njo. Mojca, bomo zdržali?
Bomo. Kristjan, bo imela Mojca tako frizuro, da bo tudi sama obvladala ali boš naredil kaj posebnega? Absolutno bo imela takšno, da jo bo tudi sama obvladala za vsak dan doma. Predhodno jo imam namen postriči vsaj 10 cm v dolžini, ravno tako v postopno linijo in v graduacijo, že iz tega razloga, da za vsak dan za na ulico lahko Mojca ima krasno frizuro. Vendar, ker gre ona danes na maturantski ples in je maturantski ples že visoka moda, mora Mojca biti v celotnem stilu v visoki modi. Ne pozabi, da imaš tudi predsednico razreda pod rokami. Absolutno. Ni to kar tako, Absolutno. Torej, bom vsekakor lase spel v eno glamurozno obliko, tudi zaradi njenega obraza bo tu precej na višini pridobljeno, vendar da bo ta glamur še vedno izgledal strašno mladostni. Marisa, kaj imaš v omari? Imam par večernih oblek za maturantski ples. Torej, zrelejša opcija maturantska. Zrelejša opcija bo, zaradi tega, ker Tina tudi je tak tip, zna to tudi nositi. Čeprav jaz osebno bi se bolj odločila mogoče za romantičen stil, ampak Tini pa še, si sem rekla, tudi bolj resne stvari. Jaz sem zbrala stvari iz trgovine Maska. Ta večerna obleka Tina ima dobro postavo in si lahko tudi prvoš malo ožje stvari iz trgovine Labota, recimo, je tudi eno